1500 evrov v povprečju več za mesečno pokojnino za elito ali nagrada za vrhunske umetniške dosežke. Nov spopad na političnem parketu, ki bi lahko pripeljal do tega, da bomo šli na nov zakonodajni referendum, potem ko so v državnem zboru danes z 51 glasovi za in 28 proti po vetu znova sprejeli zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. V Levici vztrajajo, da bodo do dodatkov upravičeni najboljši umetniki in umetnice, ki bi bili zahvaljujoč vrhunskim uspehom in vseživljenjskem delu po upokojitvi nagrajeni z dodatkom za izredne umetniške dosežke, kar so podprli tudi v Svobodi in SD-ju, proti so bili v SDS in NSI. Kaj moti največjo opozicijsko stranko SDS v tem zakonu, da je napovedala celo zbiranje podpisov za naknadni zakonodajni referendum na to temo, kdaj bodo začeli z zbiranjem podpisov. Z nami je poslanec Zvone Černač iz SDS-a, z nami pa je tudi predlagateljica zakona kulturna ministrica Asta Vrečko. Dobro večer obema. Dobro večer. Gospod Černač, kaj vas v danes sprejetem zakonu tako moti, da ste za jutri napovedali začetek zbiranja podpisov za naknadni zakonodajni referendum? Te izjemne pokojnine na področju umetnosti bi bilo potrebno ukiniti, ne pa širiti nabor upravičencev. To smo poskušali, 3-krat smo glasovali v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke proti temu zakonu, proti je bil državni svet in kljub tem argumentom, ki so bili večkrat povedani, morate vedeti, da gre za pokojnine v višini preko 3000 evrov, takrat, ko je 100-odstotni dodatek, oziroma med 2 in 3000 evri, ko je ta dodatek 50-odstoten. Je pač edina pot zdaj referendum. Ljudje naj o tem odločijo. Najprej moramo zbrati 2500 podpisov v 7 dneh in potem mora predsednica državnega zbora razpisati rok za zbiranje 400 000 podpisov. Kaj pravite na ta očitek, da gre za privilegirane pokojnine 2-3 tisoč evrov na mesec? Ja, najprej bi rekla to, da danes smo imeli 2 zakona na področju kulture v parlamentu in prvi je bil o tem, da tudi krepimo pravice samozaposlenih, ki bodo zdaj dobivali primerljivo plačilo za enako delo v javnih zavodih, ki prav tako zelo bistveno izboljšuje položaj samozaposlenih v kulturi. Drugi pa je bil omenjeni zakon. Zdaj, kaj pravite na očitek, da je treba te izjemne pokojnine ukiniti in da je preveč za... Me pa zanima, glede na to, da je bil gospod poslanec tudi minister prejšnje vlade, ko je recimo minister Simoniti predlagal že junija leta 2021 prvo izjemno pokojnino, potem še eno in potem še eno, kar nekaj jih je podelil v svojem mandatu v prejšnji vladi in ob tem je bilo tudi zapeslano strani ministra oziroma Ministrstva za kulturo, da je tole prvi korak, s katerim si prizadevamo, da se bodo zadeve reševale bolj celostno. Mi to celostno reševanje tega nadaljujemo. Minister Simoniti, torej stranka SDS, ki je imela kar 3-krat v rokah resor kulture, je podeljeval v prvem mandatu, potem 13 let ni bilo nič in v drugem izjemne pokojnine. S tem zakonom pa samo sistemsko urejeno. Prejšnji zakon, ki pa tako ali tako že velja za izjemne pokojnine iz leta 1974, pa se ukinja. Jaz težko komentiram razloge za pretekle odločitve, ampak danes se pogovarjamo o nekem novem zakonu, ki širi krog upravičencev, o zakonu, ki bo nekaj 10 upravičencem, nekaj 100 upravičencem v nekaj letih omogočil pridobitev teh izjemnih pokojnin. To se dogaja v istem časovnem obdobju, ko Luka Mesec, ministerski kolega gospe Aste Vrečko, pripravlja novo pokojninsko zakonodajo, kjer pa gre zadeva v nasprotno smer. Namesto 24 let se bo pokojnina odmerjala za vseh 40 let, kar pomeni, da vkolikor se ta odmerni odstotek ne bo povišal, bodo te pokojnine nižje in v istem obdobju uzakonja ta vlada pokojnine posameznim privilegirancem v višini preko 3000 evrov, kajti tisti, ki dobi 100-odstotni dodatek, je upravičen do polne pokojnine, do najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo. Morate pa tudi vedeti, ne vem, kako na to gledajo upokojenci, ki so 40 let pošteno delali, plačevali v pokojninsko blagajno, za te dodatke niti 1 cent ni bil plačan na to in imajo 750 evrov ali manj pokojnine in takih jih je tretjina, 200 000 v Republiki Sloveniji. Kot rečeno, zakon za to že obstaja, kar seveda gospod poslanec dobro ve, kot rečeno, 2-krat je bil minister in v drugi Janševi vladi je prav tako ta vlada znižala odmerni odstotek za upokojence na 56 in zaradi tega imamo danes generacijo revnih upokojencev in naša vlada te krivice
tudi popravlja, tako s pokojninsko reformo, ki jo vodi Luka Mesec in bo gotovo mnogo izboljšala položaj upokojencev, kot tudi z drugimi ukrepi. Kar se pa tiče umetnikov in umetnic, pa še enkrat, da se pred kulturnim praznikom, pred državnim praznikom jih obklada s takimi pridevniki, da gre za neko kulturno elito. To gre za ljudi, ki so dosegli najvišja priznanja v Republiki Sloveniji in v tujini. In prav gospod Černač je potrdil vse sklepe prejšnje vlade, ko je minister Simoniti dal te izjemne pokojnine. Seveda pa gre za čiste manipulacije, koliko tega dodatka bo. Gre za dodatek na že odmerjeno starostno pokojnino. In če želijo v stranki SDS na referendum, me zanima, kako bodo upravičili stroške, ki vemo, da so pri vsakem referendumu med 4 in 5 milijonov, kar po izračunih pravzaprav velja med 70 do 80 let tovrstnih dodatkov, če jih izračunamo izjemno velikodušno. Ta odgovornost za stroške, gledajte, je vaša. Vkolikor vi s tem zakonom ne bi silili, ne bi bil potreben noben referendum. 3-krat smo o njem odločali, 3-krat je bilo povedano, zakaj ta zakon ni primeren. Tisto glede znižanja pokojnin v času vlade konec leta 2012 je laž. Pejte si pogledati magnetogram seje, na kateri se je ta novela zakona sprejemala. Takrat se je ustavilo nižanje odmernega odstotka, ker se je za vsako leto 2,5 nižal. Takrat se je to ustavilo. In da je temu tako, govori tudi dejstvo, da so vsi prisotni poslanci, tako koalicija takratne kot opozicija, ta zakon podprli. Če bi bil res škodljiv za upokojence, tega ne bi storili. Med njimi so tudi ministri sedanje vlade, Alenka Bratušek in nekateri poslanci, ki sedijo zdaj v Državnem zboru, Tamara Vonta in še številni drugi. Glede tega, da gre za izjemne dosežke in da ni res, da gre za pokojnino. Seveda gre, v zakonu točno piše, 100% dodatek poveča obstoječo pokojnino do najvišje za polno pokojninsko dobo, ki je trenutno 3055 evrov, zdaj s to uskladitvijo bo 3200 evrov. In tisti, ki dobijo 50%, to so pa nagrajenci Prešernovega sklada, ki imajo še eno dodatno priznanje, pa dobijo polovico tega, se pravi med 2 in 3 tisoč evri. Ta gospa je nagrajenka Prešernovega sklada. Nagrajenka Prešernovega sklada leta 2018. Je to za izjemno pokojnino, ko bo izpolnila pogoje? Je to za izjemno pokojnino med 2 in 3 tisoč evri? A vam pokažem še kakšno nagrajenko Prešernovega sklada? To, da spet manipulirate z eno sliko gospe Semenič, je popolnoma nedostojno. Hkrati za 50% dodatek, torej ne more dobiti polne ali polovice, to je samo, govorim o dodatku. Koliko bojo ti dodatki znašali, recimo? Odvisno od starostne pokojnine odmerjene, se pravi, dodatek je pa do višine, a ne? Od vsakega posameznega. Do 3055 evrov, nič ni pomembna odmerjena pokojnina. Nekdo, ki ima 750 evrov, bo dobil po novem 3055 evrov, če bo 100% dodatek. Če ima 1000 evrov, bo dobil ravno tako 3055. Ampak razliko do tega. A veste, 3055 evrov je pokojnina. Razliko do tega. Tudi ostalo so si samozaposleni v kulturi in umetniki in umetnice, ki so bili zaposleni, plačevali in si ga prislužili. Umetnost je delo. To pa so si prislužili svojim delom, kajti tako kot športniki, kjer je bil zakon 2017 sprejet, kjer ste prav tako vi kot poslanec niste nasprotovali, takrat je bila stranka SDS zdržana in za danes za športnike prav tako to se ureja, kar tudi pozdravljam, mislim, da je prav, kot tudi pozdravljamo vse odločitve, tudi tiste ministra Simonitija, ko je podelil izjemne pokojnine Niko Grafenauerju in drugim zaslužnim umetnikom, ki so dobili Prešernovo nagrado. V vsakem primeru pa še enkrat, nagrade so za življenjsko delo. In če je prejšnja vlada rekla, dosedajne vlade so to niso urejale sistemsko tega področja, v času te vlade, torej prejšnje Janševe, pa je bil narejen velik premik, pa bi morda gospod član SDS se nam konec koncev lahko zahvalil, da mi to delo nadaljujemo in ta zakon smo dali v parlament, ne pa, da se sklicuje zakonodajni referendum pred Prešernovim dnevom in omalovažuje kulturo. To je nedomoljubno in je protidržavno. Lejte, 40 let morajo ljudje delati in 200 tisoč od njih jih nima niti 750 evrov pokojnine. 200 tisoč od njih po 40 letih dela nima niti 750 evrov pokojnine. Vsi ti ljudje so umetniki, kajti umetno je preživeti s tem zneskom. Njim bi morali podeliti to je navaden populizem in gre za politikanstvo. Še nekaj vam bom povedal. 100% dodatek in ne zavajate.
100-odstotni dodatek pomeni najvišja pokojnina za polno pokojninsko dobo. Ni pomembno. In za to razliko, ne, te 1000 evrov, se pravi, to je vsako leto od 20 do 30 tisoč evrov tega dodatka, za to razliko ni bil plačan niti cent. Kakšno bo vprašanje, gospod Černač? Če dovolite, prej ste me vprašali, da sem pokazal en primer. Vam bom pokazal še enega. Tudi nagrada Prešernovega sklada. Maja Smrekar, je to za 2 do 3 tisoč evrov? Je to za 2 do 3 tisoč evrov? To je takšna manipulacija, da vas dojenje ni sram. Psa, ali je to za kakšno drugo obravnavo? Oprostite, to vi delate s tem zakonom. Vprašanje, ko ste me vprašali, kakšno bo, zelo enostavno. Ali ste za to, da se ta zakon, ki dodeljuje izjemne pokojnine na področju umetnosti, uveljavi? Da ali ne? Kakšna je še vaša replika in končamo? Mislim, da bi bilo državotvorno tudi iz opozicijske stranke, da ta zakon podpre. Konec koncev so ga podpirali tudi nekoč, ko so bili sami na oblasti. Gre za priznanje vrhunskim umetnikom, tistim, ki krepijo našo državo, jo promovirajo v kulturi. Nobena nagrada pa ne bo in izjemna dodatek ne bo dan kar tako. Gre za nagrade za življenjsko delo. Nagrade Prešernove nagrade za življenjsko delo ali Prešernovega sklada in še ena reprezentativna nagrada, od katerih so naštete, po ena iz vsakega področja, za življenjsko delo. Takih ljudi nimamo veliko, tisti, ki pa jih imamo, pa nas delajo našo državo bolj pomembno, bolj polno in bogatijo naša življenja s svojim delom in umetnostjo. Gre za relikt preteklosti, gre za zakon, ki je bil v veljavi v nekem drugem obdobju in ta zakon je potrebno odpraviti. Ta zakon je potrebno odpraviti. Zakaj ga pa niste, pa ste ga sprejeli, reč pokojnine izjeme? Ker bi ga bilo potrebno sprejeti v sklopu pokojninske reforme, ki jo takrat ni bilo mogoče izvesti, zdaj jo pa morate, ker je pokojninska reforma eden od zakon je ločen že od leta 1974. Eden od pogojev za dostop do evropskih sredstev. Saj pravim, da bi ga bilo potrebno odpraviti, ker je to relikt preteklosti. To je zakon za neke druge čase. Nobenih izjemnih pokojnin ne potrebujemo. Velja. Torej ste nasprotovali izjemnim pokojninam, ko ste bili minister na vladi? Ne, jaz sem vam povedal, da ne potrebujemo nobenih izjemnih pokojnin in da je potrebno v sklopu spremembe pokojninskega sistema urediti tudi to področje. Ne pa z enim zakonom. In vaš zakonodajni referendum je proti levici, proti vladi in izkorišča kulturo za vaš politični boj. Kjer boste te pokojnine dodeljevali na podlagi upravne odločbe. Najlepša hvala obema, da sta bila naša gosta. Očitno se bomo na to temo še srečali. Najlepša hvala obema.